Dobro jutro in dobrodošli v tretji dan letošnjega festivala Uniminds. Moje ime je Nina in v pisarni za prenos znanja skrbim za pravno varstvo službenih inovacij. Veliko veselje mi je, da vas bom danes uvedla v prvo točko današnjega programa. Upam, da vsi vidite logotip dogodka in zato bi nekaj besed namenila organizaciji samega dogodka Uniminds. Festival organizirata pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani in služba za prenos znanja in tehnologij Univerze v Mariboru. Glavni partner festivala je že drugo leto zapored Novartis iz Slovenije, svojo finančno podporo pa sta izkazali še Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zadnji dan festivala bomo odprli s 5 predstavitvami finalistov letošnjega razpisa za najboljše ideje in potencialne inovacije, ki odgovarjajo na aktualne in akutne izzive družbe, sledijo pa skupni temi Naprej k človeku. Hudi časi pač kličejo po hudih rešitvah. Že na tej točki vas vabim, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju. Namreč ob 10:15 bo na sporedu razprava z moderatorko Natašo Štefe in govorniki Tejo Gonzo, Katjo Simončič, Jano Javornik in Danom Podjedom. Osrednja tema ostaja Naprej k človeku. Sledi kratek odmor, nato priporočamo, da se spet priklopite ob 13. uri in slišite, katere 3 zmagovalne ideje v zares hudem naboru bodo pobrale nagrade. In zdaj zares gremo na prvo točko današnjega dnevnega reda. Na Univerzi v Ljubljani smo letos prvič izvedli hud razpis za ideje, rešitve, predloge in tudi potencialne inovacije študentov, ki se lotevajo izzivov tako imenovane nove realnosti. In ker že nekaj časa zagovarjamo, da inovacije ne izvirajo samo iz tehničnih področij, pa tudi današnji problemi zaradi svoje kompleksnosti zahtevajo bolj celovito in konkretno reševanje, smo s hudim razpisom želeli k sodelovanju pritegniti tudi več študentov s področij humanistike in družboslovja. Izjemno veseli smo, ker smo prejeli 11 odličnih prijav, ki so vsebinsko zelo raznovrstne, prav vse pa izkazujejo potencial za uresničitev in posledično pozitiven družbeni učinek. In še enkrat iskrene čestitke vsem hudim prijaviteljem. Po izobraževalnem delu razpisa in ocenitvi prijav strani interne žirije univerze se je v današnji finalni izbor uvrstilo 5 kandidatov. To so projekti Zmajevka, Čut, Jamibajt, Navdih in Log Glob. Njihovi snovalci se bodo zdaj predstavili s 5-minutno predstavitvijo oziroma speechem in nato jim bo pa žirija zastavila še kakšno vprašanje. In ocenjevalno žirijo danes sestavljajo Anja Zorko iz Centra za kreativnost, Simona Roškar, licencirana trenerka programa 12 dejavnikov inoviranja in Borut Jerman iz koprskega društva Pina. Lepo pozdravljeni. Žirija bo nato po posvetu in upoštevaje kriterije interdisciplinarnost in inovativnost rešitve, družbeni učinek in prepričljivost današnje predstavitve izbrala 3, ki bodo prejeli nagrade. Razglasitev bo, kot že omenjeno, danes ob 13. uri na tem kanalu. Drage finalistke in finalisti, upam, da ste pripravljeni, jaz vam želim veliko uspeha. In kot prvo na naš zaslonski oder vabim Samanto Glorijo Pahole, ker vabim, da se vključiš s kamero. Samanta nam bo predstavila svojo idejo Zmajevka. Izvoli. Se vidimo? Vidimo, ja, izvoli. Slišimo? Ok, v redu. Predstavitev je tudi, ne? V začetku tisočletja je bila Ljubljana, kljub veliko zelenim površinam, daleč od naslova zelenega mesta. Obstajala je vizija, da se to spremeni. Ljubljana se je leta 2014 kot prva v Evropski uniji zavezala Zero Waste strategiji in je danes na poti, da postane prva evropska prestolnica brez odpadkov oziroma prva Zero Waste prestolnica. Že večkrat prej pokazala, da svoje cilje jemlje zelo resno in je v 90 letih vztrajnosti iz mesta, ki skoraj ni poznalo recikliranja, prišla v vrh recikliranja na svetu.
Danes naša prestolnica bije zgledno bitko na področju ločenega zbiranja, recikliranja in kompostiranja odpadkov, zaostaja pa pri preučevanju le-teh in ponovni uporabi, kar se je v korona času še utrdilo. Uporaba embalaže za enkratno uporabo se namesto upada povečuje, kar prispeva k nastajanju toplogrednih plinov oziroma onesnaževanju okolja. Po to embalažo spadajo tudi na primer plastični kavni lončki za sabo, ki jih uporabljamo 15 minut, na primer, ko gremo na faks, in jih nato pustimo razgrajanju naslednjih 450 let, ali v primeru, ko gre za papirnate lončke, par desetletij. Evropska unija je že omejila uporabo proizvodov za enkratno uporabo, kar že prehaja v naš vsakdanjik. V prvi fazi je prepovedala na primer plastične slamice, mešalne palčke in kavne lončke iz določenih materialov in podobno. V naslednji fazi pa želi, da države čim prej najdejo alternative tudi za embalažo za enkratno uporabo. Med drugimi so omenjene papirnate kavne lončke, za katere veliko uporabnikov ne ve, da niso samo iz papirja in jih odvrže v papirnate koše. V bistvu pa vsebuje vsaj par procentov plastike, ki zadržuje tekočino in se jih praktično ne da reciklirati. Evropska mesta že spretno iščejo rešitve za njih. Dunaj ima My Coffee Cup, München ima Recap, Bruselj ima Billy Cup. V vseh primerih gre za sistem vračljivih lončkov za tople napitke za večkratno uporabo. Ljubljana pa je še danes praznih rok. Rešitev vidim v kampanji za zmanjševanje lončkov za enkratno uporabo in uvedbi inovativnega in preprostega krožnega sistema lončkov za večkratno uporabo z možnostjo vračanja le-teh v gostinskih obratih v centru Ljubljane. Lončki iz reciklirane plastike, imenovani zmajevka, bi bili zasnovani tako, da se jih da ponovno uporabiti do 500-krat, ko bi odslužili svojemu namenu, pa bi se jih dalo predelati v drug izdelek. Ob nakupu pijače v kavarni, ki bi bila del krožnega sistema lončkov, bi uporabnik plačal za zmajevko, ki bi stala do 2 evra in bi s tem dobil tudi cenejši napitek v njej. Po uporabi pa bi lahko skodelico vrnil v drugi kavarni ali pa v zbiralnem stroju, ki bi mu povrnil denar. Skodelico pa bi seveda lahko vzel tudi za svojo in jo nosil s sabo kamorkoli. Zmajevko bi se uporabilo tudi v turistične namene in jo predstavilo turistom kot en korak Ljubljane bliže k zero waste prestolnici. Brez dodatnih naporov za potrošnika bi uporabniki naredili nekaj dobrega za okolje. Meščani bi prihranili nekaj milijonov litrov vode in nekaj 100 tisoč kilogramov lesa, prihranilo bi se tudi energetsko porabo čez 300 gospodinjstev. Velikega pomena pa je že samo to, da bi zmajevka prebivalcem približala uporabo izdelkov za večkratno uporabo, saj so ti ključni za trajnostno prihodnost. Najlepše mesto na svetu je na poti, da postane prva evropska prestolnica brez odpadkov, zato potrebujemo tudi podporo novih inovacij, ki lahko k temu pripomorejo. Za uresničitev moje ideje bi inovacija potrebovala podporo občine, zeleni entuziazem ljubljanskih barov in pa podporo tistih, ki verjamejo v Ljubljano prihodnosti. Bodite del te okoljske zmagovalne zgodbe tudi vi. Hvala. Najlepša hvala, Samanta, super predstavitev. Draga žirija, zdaj pa vas vabim, da zastavite svoje vprašanja. Lahko jaz začnem? Ok, Samanta, hvala lepa za super predstavitev. Vprašanje, ki se mi je najbolj porajalo ob ideji, ki je pravzaprav krožna ideja, je, kakšne metode oziroma pač kakšne načine bi uporabila, da bi pridobila občine, bare, pravzaprav v to eno idejo. Se pravi, ideja je, da bi ta lonček uporabljali vsi v Ljubljani, ki ponujajo kave, ali je tako? Ja, res je. Izvoli. Jaz bi v bistvu to najprej pičala občini in bi najprej poskušala pridobiti pač to privaljanje občine, da bi v bistvu oni spodbudili, pomagali meni spodbuditi bare in bi potem njim tudi to pičala. Pač v primeru, da bi občina odobrila, bi v bistvu to lahko nekako uvedli v bare v centrih. Ker mislim, da brez pomoči bi bilo dosti težje. Ampak v vsakem primeru bi pa mogla iti do njih in jim vse predstaviti in upala, da imajo ta zeleni entuziazem. Ok, hvala.
Lahko jaz nadaljujem. Samanta, čestitke za predstavitev. Mene pa zanima, kako oziroma kakšno skupino imaš pri tem projektu. A si sama, a sodeluješ še s kom, ki ti bo pomagal tvojo idejo razvijati, predstavljati in potem prepričevati tudi potencialne partnerje? Ja, recimo, da sem sama pobudnica ideje, sem pa bila tudi par mesecev nazaj na Dunaju samoiniciativno, ker sem v bistvu tudi raziskala njihov My Coffee Cup projekt, da bi videla, kako je se tam prilagodil na okolje in da bi tudi videla, če bi šlo to pri nas. Sem pa tudi se že v bistvu dogovarjala z različnimi okoljevarstvenimi organizacijami, tudi sama sem v njih, in so mi tudi povedali pač prednosti in slabosti, kje bi tu naletela na težave. Tako da jaz sem v bistvu na vezi z več organizacijami trenutno. Kot pri ideji sem pa sama pri razvoju. Zaenkrat, zato pa sem tu, da dobim strokovno pomoč. Hvala lepa. Super, še jaz imam dve vprašanje, zate Samanta, hvala za predstavitev in za idejo. V bistvu me zanima pač ta trditev, da se porabi manj energije za zmajevko kot za proizvodnjo lončkov za enkratno uporabo. Pač treba dodati tudi energijo in vpliv na okolje, ki ima pranje lončkov, pač pranje zmajevke. Pa me zanima, če je bilo pač tudi iz tega vidika, ki je proučeno, bilo kaj analizirano. In drugo vprašanje je v bistvu, kaj pa z razbitimi oziroma odvrženimi zmajevkami. Pač ljudje, kot vidimo, niso ravno najbolj zgledna bitja in pač tudi denar ni tak stimulans, tako da me zanima, če ste razmišljali tudi kaj o tem, kaj se zgodi z razbitimi oziroma zavrženimi. Ja, to prvo vprašanje sem pričakovala. Pa v bistvu so naredili že raziskavo. V bistvu, če se to skodelico večkrat uporabi, pol se prihrani na energiji, pa tudi v bistvu je tu, gremo v nek tam, v bistvu želimo zmanjšati, da bi bilo pač veliko te embalaže. In tako, da v bistvu se oboje pač gre v plus, ampak je treba res vsaj 6-krat, eni pravijo več kot 20-krat pač ponovno uporabiti skodelice. Za pranje je trenutno problem v Sloveniji, mislim, da je v Krškem trenutno samo ena ta pralnica, tako da to bi bilo v bistvu pač, mislim, to bi bil en problem, ko bi se ga mogli lotiti, edino razen, če bi pač kavarne prale. In v vsakem primeru bo slej ko prej se potrebovali neko pralnico teh lončkov, tudi zaradi tega, ker imajo te božične sejme, ko tudi imajo zdaj te steklene lončke za izposojo, tako da bo šlo v to smer vsekakor. Za drugo pa v bistvu tisto pa potem grejo v koš ti lončki. Ali pa bi se jih nekje posebej zbirali in bi šli v ta novi izdelek, o katerem sem govorila. To pa pač ne morem glih pomagati, če znajo skrbno ravnati. Hvala. Hvala za vprašanje. Hvala tudi tebi še enkrat in žiriji. Prebili smo led in zdaj vabim našo drugo finalistko, Eleno Jakimovsko, da se mi pridruži in predstavi svojo idejo Čut. Izvoli. Upam, da se vidimo in slišimo. Ja, oboje štima, izvoliš. To je Marija. Gospa Marija je stara 68 let in spada v 21% starejše populacije v Sloveniji. Njeni domači že dalj časa opažajo, da se Marija sooča z določenimi zdravstvenimi težavami. Namreč, Marija večkrat pozabi mleko na štedilniku, pozabi zaliti rože, pozabi nesti smeti. Včasih celo potrebuje pomoč, ker sama se ne zna več preobleči. V nedeljo so imeli družinsko kosilo in Marija ni hotela jesti juhe, ker je bila mnenja, da je juha preveč slana, v resnici je bila pa juha premalo slana. Zdravila, ki jih je Marija dobila, do ene mere pomagajo,
ampak so njeni otroci vseeno zelo zaskrbljeni, saj so stranski učinki zelo opazni. A mislite, da bi Marija in njena družina lahko danes živeli drugače, če bi za Marijin skrbeli že toliko let prej? Ko sem razmišljala o rešitvi, sem sledila dejstvu, da je lahko zdrav skozi življenje neka lastna odločitev vsakega od nas. Igra Čutim, torej sem, naslavlja več domen vedenja, od motorike, senzorike do kognicije. Sestavljajo 18 lesenih kartic, ki imajo na sprednji strani nalogo, na hrbtni strani pa imajo sliko, ki je del sestavljanke. Ko igralec pravilno zloži vse kartice na oštevilčena mesta, se oblikuje celotna slika. Igra se lahko igra posamezno, s čimer se spodbuja neko neodvisno delovanje, ali pa v skupini, kjer se krepijo socialne interakcije. Njen glavni cilj pa je, da je oseba ves čas miselno aktivna. O problematiki staranja sem mislila tudi na okolje, zato je igrica sestavljena iz lesa. Ideja je nastala v času trenutne pandemije ob pogovoru s psihologinjo in socialno delavko, ki imata že vrsto let izkušenj z delom v ustanovah in domovih za starejše. In smo skupaj prišli do odločitve, da v bistvu človek, bom rekla, v teh za vse nenavadnih časih se je bil primoran pomagati sam, brez nekega pravega strokovnega znanja. Zakaj mu torej ne bi mi pomagali z uporabo didaktičnega pripomočka, ki bo prvič ohranil njegovo miselno vitalnost in drugič krepil kognitivne funkcije. Na našem trgu so že sicer neki podobni izdelki, ampak so to posamezne, enostavne igre, ki pa rešujejo le en problem naenkrat. Igrica Čut je bolj kompleksna, je posebna in najbolj pomembno je, da spodbuja več čutil hkrati. Na eni strani ohranja miselne sposobnosti, na drugi strani jih pa tudi krepi. Kot primarni trg imam v mislih domove za starejše. Trenutno imamo 59 javnih in 43 zasebnih zavodov. Glede na to, da pač lahko igrico uporablja več ljudi naenkrat, se mi zdi, da predstavlja neko ekonomično rešitev, predvsem za domove. Bila pa bi dostopna tudi ostalim uporabnikom. Jaz sama želim pomagati drugim, zato sem ustvarila to igro, želela bi jo približati predvsem starejšim, stroki pa predlagati nov, nefarmakološki pristop k problematiki. Torej, rešitev obstaja, od nas pa je odvisno, ali jo bomo starejšim približali. Kakšno nedeljsko kosilo z Marijo si želite pa vi? Hvala lepa, Elena, zelo lepa predstavitev. Žirija, izvolite, vas vabim k vprašanjem. Ja, bom kar jaz začela. Elena, hvala za predstavitev. Zanima me, a si igrico testirala mogoče ali pa idejo za kakšno skupino psihologov ali pa kakšnimi strokovnjaki z tega področja, ali si se lotila kar sama? V bistvu sem testirala, ja, smo nesli v en dom in smo potem pač smo imeli nekaj časa v uporabi in smo potem pač sem dobila feedback iz njihove strani. Lahko rečem, da so bili ful zadovoljni, so pač podali tudi predloge za izboljšave, tako da, ampak v osnovi so rekli, da jim je pač ideja zelo všeč. In imaš tudi prototip te igrice že narejene potem? Ja. Lahko pokažem, imam tukaj pri sebi. Ja, z veseljem. Ne vem, če se kaj vidi. Vidi se, vidi. Aha, hvala. Super, hvala lepa. Elena, hvala za tvojo predstavitev. Če sem prav razumela, ta igrica se sestavlja oziroma
te slike se sestavlja v neko večjo sliko. Drži? Ja, na zadnji strani je slika potem. Me v bistvu zanima, ali ste morda v ekipi razmišljali, kaj narediti, ker se pri takšnih namiznih igrah velikokrat zgodi, vsaj moja izkušnja je taka, da se teh s časoma pač naveličamo, ker se stvari seveda ponavljajo, ne? Ali ste morda razmišljali, kako podaljšati dobo uporabe, neke klasične uporabe takih miselnih iger? Jaz v bistvu je tako, da bi potem pač dodali neke nove ploščice, no. Zdaj, mogoče bi na začetku celo zmanjšala, da bi bilo manj teh ploščic, recimo namesto 18, da bi jih bilo 10, pa potem čez čas, da bi pač prišle tudi kakšne nove igrice. Da bi bile nove naloge, nove izzive. Se pravi, da bi pravzaprav igra imela kot neko nadgradnjo, ki bi jo vzdrževala oziroma osveževala. Tako je. Ali pa nove vonjave, ker v bistvu zdaj so 4 rastline so trenutno z vonjavami. Pač to so kapljice, ne, so taki žepki pridejo in so kapljice noter potem. Lahko se potem zamenijo z novimi 4 vonjavami, recimo. Aha, se pravi, v bistvu naslavlja vse čute? Tako, ja, več njih. Več njih, ok. Ja. Imamo vonj, sluh, otip, spomin. Hvala. Jaz imam tudi še dve vprašanje, v bistvu malo bi poglobil to, kar je Anja vprašala prej. V bistvu me zanima, na katerih strokovnih izhodiščih ste zasnovali igro, ali če ste uporabili neke teorije iz področja psihologije oziroma psihoterapije oziroma kakšnih drugih strokovnih področjih, in zasledil sem v prijavi, da je bila določena cena, pa me zanima, na podlagi česa ste določili to ceno za nakup paketa. Ja, tako jaz nisem iz tega področja, zato pač so mi zraven pomagale kolegice. Smo pač prišli do te ugotovitve, da tega v Sloveniji ni, oziroma vsaj ne, da bi bilo toliko čutil naenkrat. In tako igrica je na začetku imela zelo visoko ceno, ker smo probali z različnimi ponudniki, da bi nam pač dali svojo ceno, oziroma da bi pač predstavili, in nekako ni šlo skozi, so bili previsoki stroški. In potem sem se pa jaz pozanimala, je pa moj tata je na koncu pač rekel, da mi lahko on izdela to igrico, ker dela na CNC stroju. In ja, je potem s ceno sem nekje prodajala bi se od 70 do 100 evrov. So pa trenutni stroški izdelave nekje trenutno 50 evrov, ampak to je samo za eno igrico. To bi se potem itak delalo količinsko, delal bi jo nekdo, ki pač se ukvarja z lesom, ne? Tako da bi se stroški potem bi bili dosti manjši. Hvala. Hvala tudi vam. Fajn je videti, da razmišljate že par korakov naprej. Čestitke. Tako, dajmo se pomakniti k tretjemu predlogu. Ta nosi ime Yummy Bite. Pobudnici pa sta Viljana Vaklinova in Sara Cajnar. Predajam besedo. Upam, da se slišimo in vidimo. Ja, slišimo. Okay. Velikokrat pustiš ostanke kosila ali večere v hladilniku in čisto pozabiš na njih, spomniš pa se, ko več niso užitni, ali ti je mar za okolje in ljudi. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v letu 2017 vsak prebivalec Slovenije zavrgel povprečno 64 kg hrane, kar je enako 131.800 tonom hrane, s katerimi bi lahko z enim obrokom nahranili 66 milijonov ljudi ali prebivalstvo 33 Slovenij. V svetovnem merilu, če bi bila odpadna hrana država,
bi le-ta bila tretji največji onesnaževalec na svetu za Kitajsko in ZDA. Kljub zaskrbljujočim številkam pa opažamo, da je še vedno premalo ozaveščanja o tematiki, kako ravnati s hrano in kako velik del podnebnih sprememb zares je odpadna hrana. Ste se kdaj vprašali, kakšen bi bil svet, v katerem odvržena hrana in lakota nista več del naše družbe? Svet, kjer nam podnebne spremembe ne trkajo na vrata. Midve si upava predstavljati, ker imava rešitev. YummyBite. YummyBite je prva mobilna aplikacija v Sloveniji, ki bo reševala težave z odpadno hrano na posameznikovem in gospodarskem nivoju. YummyBite se bo lotila širšega problema tako, da bo povezovala restavracije, živilske trgovine, hotele in pekarne s potrošniki. S pomočjo aplikacije bodo ponudniki sestavili škatlo presenečenja oziroma Yummy Surprise. Ta bo vsebovala obrok, ki je še zmeraj okusen in užiten za konzumacijo, a bi ga trgovci brez našega posredovanja zavrgli v smeti. Postopek naročanja in prevzema bo potekal tako, da bodo uporabniki aplikacije v iskalniku nesli podatke o tem, koliko bi radi zapravili za obrok, kdaj ga bodo prevzeli pri ponudniku in kakšno vrsto hrane si želijo. S pomočjo naše aplikacije bodo podjetja imeli več dobička, zmanjšali se jim bodo komunalni stroški, uporabnikom pa bodo zaužili okusen, hranilen obrok po zelo ugodni ceni in tako tudi pozitivno vplivali na okolje. Seveda, poleg Yummy Surprise pa bomo našim uporabnikom zagotovili možnost Scan in Alert. Scan in Alert je pa opcija, s pomočjo katere bodo uporabniki skenirali črtno kodo nekega izbranega izdelka, tako da na svoj mobilni telefon nekaj dni pred iztekom roka uporabe blaga dobili obvestilo, da morajo živilo čim prej porabiti. Skupaj s tem obvestilom pa bodo tudi uporabniki prejeli recept s sestavinami, ki ga bodo imeli na voljo. Uporaba naše aplikacije bo brezplačna, uporabnikom bo zaračunana le provizija ob nakupu obroka. Ponudnikom, kot so hoteli, restavracije in pekarne, bomo ponudili možnost, ki se imenuje top pozicija, ker v praksi pomeni, da bodo z dodatnim doplačilom bili pozicionirani na samem vrhu prikazanih ponudb v naši aplikaciji. Financirali se bomo tudi s promocijskimi reklamnimi grafikami drugih podjetij, ki bodo prikazani na naši platformi. Zdaj je čas, da svoje navade in svet spremenimo na bolje. Upajte si predstavljati. Naša rešitev YummyBite. Najlepša hvala. Odlično, hvala vama. In spet žirija, izvolite. Ja, bom kar jaz začela. Če bi naštela 3 ključne ali pa 2 ključni točki, če bi našteli, kaj rešuje vaša aplikacija, probleme koga in na kakšen način? Naša aplikacija, kakor smo omenili, želi delovati tako kot na gospodarskem, tako tudi na posameznikovem nivoju, s pomočjo Yummy Surprise oziroma tale škatla, to škatlo hrane, ki bodo lahko kupili. S tem bomo hotelom, restavracijam, pekarnam poskusili zmanjšati komunalne stroške, s tem tudi nekaj hrane, ki bi drugače šli v smeti in s tem pripomogli k podnebnim spremembam, bodo ljudi lahko zaužili. Potem za Scan in Alert pa bomo tudi to odvržene hrane, ki ga imamo ponavadi doma, ko nekaj pozabimo v hladilnik, bomo lahko preprečili na nek način.
Zakaj bi nekdo naročil vašo škatlo, recimo, in zakaj ne bi naročil nekaj drugega iz trgovine, gostilne ali pa katerekoli druge aplikacije za dostavo hrane, recimo, ali pa naročila hrane? Zaradi tega, ker s nakupom naše škatle bi pač pripomogli okolju, svet bi dejansko naredili lepši, hkrati pa našo škatlo lahko podarimo nekomu, ki je v stiski, kakšnemu brezdomcu oziroma osebi pač, ki si ne more pač privoščiti nekega takega obroka. In Pa jaz, zapročujem, povej, Sara do konca? ne, povej, Biljana. Aha, ne, sem hotela to povedati še, da naša hrana bo tudi z nižjo ceno, ne? Naprimer, če je originalen znesek 10 evrov pri nas, zato ker se bo prodala po navadi k koncu delovnega časa neke trgovine oziroma neke restauracije, bo tudi znižana cena. Skratka, vi boste v bistvu nabirale preostanke hrane, ki ostanejo v restauracijah in gostilnah in jo potem prodajale naprej za tiste, ki si mogoče tega ne morejo privoščiti, ali kako? Tega nisem čisto razumela. Bo tako, da restauracije same bodo lahko vnesli, da imajo ob tej uri neko hrano in zato tudi našim uporabnikom bomo dali možnost, da si približno izberejo, naprimer, če so vegetarijanci, da si bodo lahko izbrali vegetarijansko jesti, če bojo vegani, pač vegansko. Ne bodo pa točno vedeli, kaj dobijo, zato ker na tak način želimo, da restavraciji čim več te hrane, ki bi drugače šla, ta hrana je vseeno užitna, okusna, vse, ampak se na naslednji dan ne da prodati. In zato mi želimo, da čim več hrane potem se dobi na čim nižji ceni, po čim nižji ceni. Hvala. Hvala. Vprašanje še z moje strani. Hvala za predstavitev. Ali ste v timu razmišljali tudi, kako zaščititi, se pravi, uporabnika, potrošnika, tisti, ki naroči? Se pravi, gre za hrano, ki je pred načeloma potekom roka, ne, samo ta rok izteka. Pravzaprav mislim, da je uspeh seveda odvisen tudi od tega, da je ta hrana, ki prispe, bom rekla, na krožnik še zmeraj, bom rekla, v zadovoljivem stanju. Se pravi, kako, na kakšne načine bi pravzaprav res potrošnika zaščitili? To je eno vprašanje, pa mogoče še, ker je zelo povezano tudi, recimo, da sem jaz nek ponudnik, nek hotel, pa te stvari preko vaše aplikacije prodajam tudi naprej, zvečer, ko imamo neke ostanke hrane, kako jaz v bistvu določim rok uporabe? Z možnostjo scan and alert. To pa pomeni pač, da bi uporabnik, da bi prodajalec oziroma ponudnik hrane pred pač tem, ko bi pač objavil v samo aplikacijo, da je neka pač hrana na voljo, dopisal tudi, kdaj pač je bila pripravljena, kdaj je bila pač zapakirana, pač vse te podatke bi bili prikazani v sami aplikaciji, tako pač, da bi uporabnik aplikacije pač se vedel pač. Da ima dostop do te informacije, da se tudi on zaveda, kdaj je bila hrana pripravljena, kdaj je bila pakirana, pa kdaj bo lahko on prišel iskati to hrano. Še jaz imam dve vprašanje. V bistvu celoten vajen model oziroma vaš model temelji na angažiranosti posameznika, ker posameznik se inštalira inštalacijo, pregleda možnosti, skenira izdelke, ampak po drugi strani bi pa, če bi ta angažiranost že obstajala, lahko na tem področju veliko naredili že sedaj, da se pač ne vrže stran toliko hrane. Pa me zanima, kako boste vplivali na povečanje angažiranosti
In dejansko potem me zanima tudi ta Yummy Surprise paket. To velja samo za restauracije ali velja tudi za izdelke, ki so tik pred rokom v trgovinah? In potem takem, če velja tudi za to, kdo bo delal te pakete Yummy Surprise? Bodo delali trgovine same, boste vi kot posredniki bili udeleženi v to? Hrano bodo restauracije oziroma pekarne same lahko pripravile. Mi v tem trenutku razmišljamo, da bi zagotovili vse te škatle, pa vse te pripomočki, ki bi bili seveda v sklopu trajnosti. Tako da mi smo dejansko samo nek posrednik med tem, da restauracije, hoteli, pekarne, vse to, namesto to hrano, da gre v smeti, gre ljudem, ki vse in s tem vseeno pač dobijo oni dobiček, pa so tudi ljudi nahranjeni na nek način. Potem... Zdaj bilo je še eno vprašanje, kako bi ljudi spodbudili, ne? Pač z oglaševanjem, z tem pač, da bi imeli mogoče kakšne delavnice, obstajajo najrazličnejši načini, kako bi pač lahko ljudi spodbudili k temu, pač, da bi začeli uporabljati našo aplikacijo. Hvala. Dobro, gremo na četrti ekipa, ki jo sestavljajo Tara Kadunc, Tadej Uršič in Amadej Petan. Zasnovali pa so predlog z imenom, naslovom Log Glob. Izvolite, zaslon je vaš. Nemci več kot 50% tekstila uvozijo iz Azije. Zakaj je ta številka pri nas le 36%? Pri Log Glob smo prepričani, da lahko ta odstotek na trajnosten način zvišamo prav mi. Jaz bi samo prekinil tole predstavitev. Tehnična težava je pri deljenju ekrana, ker ne vidimo celotnega ekrana. Če lahko mogoče ponovno delite, se pravi stavite, kot da bi bil Zoom. Aha, zdaj pa super. Kako pa izgleda? Zdaj vidimo vse, tako da je boljše. Aha. Zdaj? Super. Ok, v redu. Zamislite si, da ste malo družinsko podjetje, ki se ukvarja s potiskanjem tekstila uvoženega iz Bangladeša. Do zdaj ste imeli kredibilnega partnerja iz Nemčije, katerega ste dobro poznali, mu zaupali in si z njimi delili strast do kislega zelja in domačih klobas. On vam je majice dobavljal, po sicer nekoliko višji ceni, vendar pravočasno in zanesljivo. Zaradi pandemije COVID-19 pa vaš partner ne more več uvažati redno, po enaki ceni ter v zadostnih količinah in za vas več ni vedno razpoložljiv. Sedaj ste od znanega slovenskega influencerja Damjana Murka prejeli naročilo za potisk 1000 majic. Nimate tehničnih znanj in finančnih sredstev, da bi sami našli dobavitelja v Aziji. Z velikimi tujimi platformami, kot je Alibaba, ste seznanjeni, a jim ne zaupate. Na koga se obrniti? Na Log Glob. Naša rešitev je trajnostna, zanesljiva in preprosta za uporabo. Ponujamo namreč one-stop shop, spletno platformo za iskanje dobaviteljev po svetu za mala in srednja podjetja. Naše stranke imajo na voljo dve možnosti. Prvič, izbirajo lahko med naslednjimi posamičnimi storitvami, to je dostop do seznama dobaviteljev z natančnimi odpisi, dostop do seznama logističnih ponudnikov, računovodske in administrativne storitve, možnost najema poslovnih predstavnikov ter izobraževanje in svetovanje na področju medkulturnih poslovnih praks. Za vsako od teh bi računali določeno provizijo, po drugi strani pa bi za fiksno ceno ponujali tudi pakete predstavljenih storitev, ki bi bili namenjeni rednim strankam glede na njihove potrebe. Koliko pa vse to dejansko stane? Največje stroške bi predstavljal vzpostavitev in vzdrževanje platforme, iskanje partnerjev, administrativni stroški in marketing. Moramo pa se seveda vprašati tudi, kakšne rešitve že obstajajo za naš problem. Naša največja konkurenca so evropski posredniki, svetovalna podjetja in ustaljene dobavne platforme. Zakaj pa smo mi boljša alternativa? Za razliko od posrednikov smo zaradi direktne dobave cenejši in okolju prijaznejši. Za razliko od svetovalcev
nudimo vse potrebno za celoten dobavni proces. V nasprotju z Alibabo pa imamo preverjene dobavitelje, smo zanesljivi, vedno dostopni in preprosti za uporabo. BlogGlob je odgovor prav na te pomanjkljivosti trenutne ponudbe. Naše rešitve so rezultat raziskovanja znotraj evropskega projekta Utopija ter pogovorov s številnimi podjetji, poslovneži in strokovnjaki. Ugotovili smo, da je za trajnostno poslovanje v najširšem pomenu besede pomembno povezovanje ekonomskih pristopov z družboslovnimi. Slovenskim podjetjem namreč pogosto primanjkujejo mehke veščine in poznavanje medkulturnih poslovnih praks za uspešno navezovanje stikov po svetu. Slovenska podjetja Bratje Bulc, MK Team, Bub.do, Mojster DO in Coolhouse so že izrazila željo po potencialnem sodelovanju. Poleg tega pa imamo vzpostavljen kontakt tudi s predstavnikoma dveh verig tekstilnih tovarn v Bangladešu, Rokon Ansari in Mohamed Shohel. Nemško podjetje Herndon Transporte pa nam bo pomagalo pri vzpostavitvi logistične mreže. Prvotno se osredotočamo na branže, kot so tekstil, plastični, trgovinski izdelki in elektronika, potencialne stranke pa bomo direktno kontaktirali z zadnje oblikovanimi ponudbami, oglaševali bomo na industrijskih portalih in v publikacijah ter organizirali brezplačna izobraževanja. BlogGlob bomo čim prej dvignili iz konceptualne na operativno raven, zato bomo tudi denar, ki bi ga dobili zmago, skupaj z lastnimi vložki namenili čim prejšnjo vzpostaviti platforme in tako povezali že obstoječe partnerje. Zato bo poskrbela naša dobro usklajena ekipa. Tadej skrbi za komunikacijo, Tara skrbi za komunikacijo s partnerji in iskanje strank, Tadej je zadolžen za organizacijo ter podrobnosti naše ponudbe, jaz pa sem idejni vodja in iščem nove možnosti za razvoj. Skupaj smo BlogGlob in želimo lokalnim podjetjem pomagati uspeti globalno. Zavedamo se, da je okolju prijazno, pravično in konkurenčno gospodarstvo ključno za stabilen razvoj družbe, zato vidimo v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in ostalimi raziskovalnimi centri edinstveno priložnost za celotno naslavljanje aktualnih izzivov. Hvala. Hvala, Amadej, čestitke. Žirija, izvolite vaših 5 minut za vprašanja. Bi ponovno jaz začela. Čestitke, Amadej in ekipa. Se slišimo? Se slišimo, ja, hvala. Skratka, mene pa zanima, sem ponudnik tekstilnih izdelkov, delam poslikave, iščem pa nekoga na azijskem trgu, ki bi mi dobavljal ta tekstil. Kako bi se z vašo platformo lotila tega? Kaj bi vi za mene konkretno ponudili? Se pravi, v bistvu ponujemo... Kaj mi lahko ponudite? Na nek način lahko vam ponudimo vse, kar potrebujete, da pride ta tekstil dejansko iz Azije v vašo delavnico. Dobesedno pa to pomeni, da imamo nek seznam različnih proizvajalcev tekstilnih izdelkov. Mi vam na vsakem koraku nudimo podporo prek četa, lahko se nas pokličete, lahko tudi osebno. V začetnih fazah kot nov uporabnik se oglasimo in razložimo celotno platformo, način delovanja. Potem pa sami na sami platformi najdete dobavitelja, ki vam najbolj ustreza, lahko se dogovorite tudi za ogled vzorcev, ki bi jih mi imeli, in potem še obkljukate seveda, na kak način, katerega logističnega partnerja bi potrebovali potencialno tudi za kakšne birokratske zadeve v smislu carin in tak naprej. Vse bi v bistvu potekalo skozi to platformo. Kako bi se pa vi oziroma se boste lotili iskanja teh partnerjev, dobaviteljev, da boste vedeli, da so preizkušeni, in ali boste na začetku svoje storitve kaj omejili na določene branže, glede na to, da je lahko storitev izjemno obsežna? Kako se boste lotili tega? Ja, v bistvu zdaj ta prvi korak vzpostavitve nekih prvih partnerstev z dobavitelji bi naredili tako, da prek teh nekih naših mrež, ki jih že imamo, recimo jaz sem dosti potoval po svetu in že dobesedno poznam ljudi, bi dejansko šli mi na lokacijo, si ogledali potencialne dobavitelje in mi osebno nekako spoznali vse te ljudi. Bi se pa za začetek osredotočili samo na branžo tekstila in bi tudi prvi pač neke testne dobave, testni proces izvedli sam na področju tekstila, pol pa bi se šele razširili v ostale branže. To je tudi zato, ker že imamo, v bistvu imamo dobavitelje na eni strani in po drugi strani imamo tudi že par slovenskih podjetij, ki se za to zanimajo. Ok, hvala.
Amadej, hvala, super, naslavljate eno tako pomembno temo. Dobaviteljske poti so zdaj stvar, rekla, kar velikih nekih prestrukturiranj, zato neke rešitve bodo zagotovo zelo pač potrebne. To, kar pa se mi poraja kot vprašanje pri vaši predstavitvi, pa je, kakšne bi bile te dobaviteljske poti. Danes vemo, da imamo kar tudi izzive, če se pogovarjamo o kontejnerskih prevozih. Zdaj, ali ste vi osredotočeni na kontejnerske prevoze ali razmišljate mogoče morda tudi širše? Pa še vprašanje, delno ste že odgovarjali v zvezi z zanesljivostjo dobavitelja, ampak ne glede na to tudi, kaj v resnici za vas pomeni zanesljivost, in ker pač tudi poznamo azijske slabše prakse, okoljsko slabše prakse, ali bi kaj v zvezi s tem pravzaprav preverjali, mislim, bi tudi to sodilo med dobavitelje z neko večjo zanesljivostjo? Ja, na to bo najboljš odgovoril Tadej, tako da mu kar predajam besedo. Ja, v bistvu to je res eno izmed ključnih vprašanj, s katerim se pač še vedno soočamo, ker je pač to aktualna tema, tudi danes predvsem. In ja, če imamo to platformo, bo v bistvu iz ponudbe na naši platformi jasno, na kakšen način so te stvari pač v bistvu proizvedene, tako v bistvu odgovarjam tudi vprašanje, ki smo ga dobili v chat. Se pravi, naši kupci, naši uporabniki bodo seznanjeni s podrobnostmi, kako je to okoljevarstveno primerno in bo pač glede na to tudi pač jasno primerna cena. Zdaj, kar se tiče transporta, logističnih težav, tle bomo pač, mi nismo podjetje, nočemo biti podjetje, ki se bo ukvarjalo z logistiko, tu bomo pač se posvetovali, kot smo rekli, z drugimi logističnimi ponudniki in z njimi pač prišli do neke najboljše rešitve. Če govorimo zdaj o tekstilni industriji, verjetno je tle res neka dobava, tako da se pač dobavlja več količin produktov, ne pa za posamične usklajevali z logističnimi partnerji. Hvala, jaz se bom samo malo vmešala, ker se držimo teh 10 minut za vsakega finalista, mogoče še 30 sekund. Pardon, Simona, če bi imel Boruče kako vprašanje, ker namreč v chat se je urinilo eno vprašanje publike tokrat. Pardon, hvala za razumevanje. Ja, jaz bi na hitro samo vprašal, če ste razmišljali, da bi ponudili tudi carinske in davčne storitve povezane z uvozom s tujine. In drugo, kako bi v bistvu te slovenske mala in srednja podjetja podpirali pri dvigovanju digitalnih kompetenc. To veliko omenjate, ampak nisem opazil neke strategije na tem področju. Ja, kot sem že omenil, bi nudili tudi te carinske in davčne storitve, seveda prek podizvajalcev. Mi bi bili samo ta točka, ki povezuje vse te stvari. Na drugo vprašanje bo pa Tara odgovorila. Zelo na kratko, prosim. Mislim, da je težava v povezavi. Sem rekel, da bo Tara na drugo vprašanje odgovorila, ampak ja, bom kar res na hitro. Ja, jaz sem to slišala, se boče. Bomo mi organizirali izobraževanje in seveda te podjetje, ki nimajo toliko digitalnih kompetenc, digitalnih veščin, bomo mi dobesedno pokazali in dobro poučili, kako se uporablja to našo platformo in kje je primerjalna prednost proti ostalim načinom poslovanja. Hvala. Če samo še nekaj na to vprašanje iz publike, ker nismo odgovorili, glede trajnosti, pri teh izobraževanjih je bila velika komponenta tudi trajnost, da bi probali izobraževati tudi naša podjetja, kako poslovati bolj trajnostno, hkrati pa smo skozi tudi v razvoju naše ideje in v prihodnosti imamo skozi v mislih to trajnostno komponento in na več načinov hočemo zagotoviti, da je naša rešitev od začetka do konca v bistvu trajnostna.
Super, najlepša hvala. Jaz vas vabim, glede na to, da ste vsi prisotni tudi na Hubilo, to je tudi prostor za mreženje in vas vabimo, da se povežete in uresničite ideje tudi strani naših gledalcev. Hvala. Zdaj pa res k zadnji finalistki, gospodična Lana Nastja Anžur. Pozdravljena, ti nam boš pa predstavila svojo lepo idejo Navdih. Izvoli. Bom najprej delila zaslon. Pardon. Torej, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Danes sem z vami Lana Nastja Anžur in predstavila vam bom svoj projekt Navdih. Težke življenjske izkušnje zgodaj v otroštvu zaznamujejo človeka za vedno. Eden najtežjih primerov se zgodi, ko otroke zaradi zlorabljanja in drugih oblik trpinčenja odvzamejo družinam in jih namestijo v socialno-varstvene domove. Mi pa imamo načrt, kako pomagati otrokom in jim omogočiti srečnejše otroštvo ter razvoj njihovih talentov. Glasba, šport in druge oblike izražanja talentov krepijo duha in telo. Pri omogočanju dostopa do takšnih aktivnosti pa obstaja za otroke, ki bivajo v zavodih in bi takšne dejavnosti najbolj potrebovali, nepremostljiva ovira – pomanjkanje materialnih sredstev. To pomeni, da nimajo možnosti obiskovanja učnih ur plesa, pouka kitare ali treninga košarke, čeprav bi prav oni to najbolj potrebovali. Cilj projekta Navdih je razvoj dolgoročne in trajnostne oblike zbiranja sredstev za razvijanje otroških talentov. Na ustvarjalnih delavnicah pod vodstvom študentov in vzgojiteljev bodo otroci izrazili svojo kreativnost, obenem pa bodo spoznavali slovensko kulturno dediščino. S konceptom delavnic, kjer bodo otroci ustvarjali izdelke za prodajo v muzejih in drugih kulturnih ustanovah, bomo zgradili skupnost, ki bo otrokom pomagala povrniti pozitivno samopodobo in občutek pripadnosti. Istočasno pa bomo s tem pridobili trajni vir financiranja za obšolske dejavnosti otrok. Zbrana sredstva od prodaje izdelkov v muzejih bodo otrokom omogočila, da razvijajo svoje talente tudi na področjih, kot so šport, glasba in umetnost. K sodelovanju smo povabili vodilne strokovnjake na področjih, ki jih pokriva projekt. Se mi zdi izjemen, inovativen pristop k naslavljanju kulturne dediščine v tistem okolju, kjer ga običajno ne pričakujemo, torej zlasti pri ranljivih skupinah. Podpiram ta izjemen projekt, ki je rezultat genialne ideje naše študentke Lane Nastje Anžur in ki na eni strani omogoča pomoč otrokom brez družin in otrokom s posebnimi potrebami, na drugi strani povezuje znanje študentov dediščinskih ved in slovenske muzeje. Prepoznavamo kot uspešno obliko sodelovanja, obenem pa vzpostavlja dolgoročno financiranje interesnih dejavnosti otrok. Sklepno menim, da bi morala univerza podpreti projekt Navdih ravno zaradi tega inovativnega pristopa, ki vrača sredstva v okolje deprivilegiranih. Širše vrednosti sodelovanja v projektih, ki ustvarjajo lepši jutri za celotno družbo, se ne zavedajo le starejši. Stara slovenska modrost pravi, da na mladih svet stoji in študenti to dobro razumemo. Mi smo mladi, ki želimo ustvariti lepši jutri za najmlajše. Podpiramo projekt Navdih.
Skupaj ustvarjamo dediščino za prihodnost. Hvala za vašo pozornost. In hvala tebi, Lana, Nastja. Pa še zadnjič vabim žirijo za vprašanje. Bom spet jaz začela. Hvala, Lana, Nastja, za predstavitev, zanimivo predstavitev. Zanima me, kdo vse je v tvoji skupini in ali ste pripravili že kakšen poslovni model in izračune, pa mogoče celo pregled konkurence na trgu. Torej, ideja je bila sicer samo moja, ampak so mi zelo, zelo hitro stopili v bistvu ob stran praktično vsi iz našega oddelka, istočasno pa kjerkoli sem se pojavila in prosila za pomoč, sem v bistvu dobila vedno pozitiven odgovor, tako da z nami že sodeluje Gorenjski muzej, tudi Slovenska komisija za UNESCO mi je obljubila tako možnost sredstev kot možnost v bistvu častnega pokroviteljstva, ki bi bilo zabeleženo tudi na samih izdelkih, ker v bistvu projekt podpira dve ključni točki UNESCO, to je izobraževanje in pa kulturna dediščina. Potem pripravila sem seveda tudi finančni načrt, je sicer trenutno pač v taki bolj omejeni obliki, ker sredstva zaenkrat še niso fiksno zagotovljena, ampak ideja je tako, da bi v bistvu mogli nekako zbrati 3100 evrov sredstev zagonskih, s katerimi bi v bistvu lahko pokrili tako na eni strani delavnice, kot na drugi strani tudi financiranje treningov v domovih, ki bi potekali 2-krat na teden. Teh 3100 evrov predstavlja prispevek posameznega zavoda, se pravi Mladinskega vzgojnega centra, ker so v bistvu tudi oni rekli, da bi v sklopu sredstev, ki jih imajo že omogočenih, torej ki jih dobijo iz državnega proračuna, namenili določen del zgolj za ta projekt. To bi bilo cirka 500 evrov. Potem nekako v primeru, da bi projektu uspelo, bi seveda pač teh 1000 evrov vložili v to, da bi se v bistvu projekt zaštartal, recimo temu. Potem pa v bistvu računamo tudi na to, da bi nekako 1600 evrov zaslužili s prodajo izdelkov. V bistvu to skupaj pomeni, da bi mogli na vsaki delavnici izdelati 30 izdelkov, ki bi se prodali po minimalni ceni 5,33 evra. To je načeloma možno, ker vseh otrok v domovih je običajno od 45 do 50 otrok, kar pomeni, da ni nujno, da bi čisto vsi otroci na vsaki delavnici izdelali najmanj en izdelek. Se pravi, v bistvu 15 otrok ne bi rabilo izdelati izdelka, pa bi še zmeraj dosegli pač izdelano kvoto, minimalno izdelkov. Poleg tega pa sem tudi po pogovoru z vodjo muzejske trgovine v mestnem muzeju dobila nekako feedback, da je možno, da bi se v bistvu izdelki prodajali po ceni, ki je višja od 5,33 evra, tako da v nekako najboljšem primeru bi še presegli teh planiranih 1600 evrov. Bi pa to pomenilo, da se pravi v enem mesecu moramo prodati 30 izdelkov, ker delavnice bi potekale enkrat na mesec, v bistvu in bi bile v popoldanskem času nekje 3 ure. Dajmo res na kratko, imamo še minutko, da zapremo to sejo, se opravičujem. Lana, super, vidim, da kar nekaj podpore, tako da na moje vprašanje o finančnem toku si pravzaprav na nek način odgovorila. Zanima me samo to, kako razmišljate pač o dolgoročnosti tega projekta, se pravi, da ne bo to samo en mesec treninga košarke ali pa kakšne druge prostočasne dejavnosti, torej kako vzpostaviti dolgoročni sistem, pa kaj je pravzaprav kriterij, kdo zdaj dobi prvi, glede na finančni tok, kako se bodo ti kriteriji pravzaprav uporabljali?
V bistvu s tem sem se že pogovorila z ravnateljema dveh zavodov in načeloma problem je tudi v tem, da otrok se ne da individualno voziti na neke programe. Zaradi tega bi bilo najenostavnejša rešitev, da se v bistvu programe pripelje k njim v zavod. To pomeni, da bi najprej določili nekako recimo 1 do 2 dejavnosti. Ena bi bila bolj za umetniško nagnjene, druga bolj za športno nagnjene in bi potem v bistvu prišli trenerji oziroma inštruktorji v sam zavod. V teh sredstvih, ki sem jih prej omenjala, je namenjen tudi denar. Načeloma bi bil dogovor tak, da gre na eno lekcijo oziroma en trening, pač 10 € je namenjenih trenerjem in smo se v bistvu tudi že pogovarjali tako z študenti fakultete za šport kot študenti akademije za glasbo, ker pač smo skupaj v študentskem domu in se pač pogovarjamo na hodniku, čisto tako. In seveda so pač pripravljeni stopiti skupaj, ker koncu pač gre za neko dobrodelnost, ne gre zdaj ni pač fokus na dobičkonosnosti tega projekta. Tako da, ja, dolgoročnost bi se zagotovila v bistvu preko tega, da se pripelje dobesedno v zavod te dejavnosti. Hvala. Hvala. Mogoče Borut še ti čisto na kratko. V bistvu so odgovorili zdaj v teh vprašanjih tudi na moje vprašanje, bi pa samo opozoril to, da pač treba vedno držati naprej, da je to predvsem pedagoška in terapevtska dejavnost, tako da pač napram tržni, mislim tudi, da se more proizvesti nekaj, je na trenutke morda kontraproduktivno. Ja, strinjam. Hvala lepa vsem, dragi hudi finalisti, iskrene čestitke za izjemne predstavitve. Dragi žirantje, vi se zdaj morate lotiti nehvaležne naloge, izbrati 3 ideje, ki bodo nagrajene. Hvala pa tudi vsem gledalcem na raznih koncih pred ekrani. Dajte se nam pridružiti čez 15 minut na razpravi Naprej k človeku z moderatorko Natašo Štefe in vabljenimi govorniki. Tam bo več časa tudi za vaša vprašanja in vaša mnenja. Upam, da se vidimo. Adijo.